Tukaj moramo izpostaviti predvsem krajevno skupnost Pušča, ki ima tudi pravni naziv kot krajevna skupnosti. Sicer ostala romska naselja nimajo tega statusa, edino Vančevo z Borejci ima status vasi oziroma imajo tudi svoj vaški odbor. Vse ostala romska naselja spadajo k drugim, torej naseljem oziroma vasem, in niso samostojne krajevne skupnosti oziroma vasi. Tako da v teh 20 letih so se romska naselja precej dobro razvijala, ne samo v tem infrastrukturnem pogledu, ampak tudi pri soodločanju. To pomeni, da so imeli priložnost, da se v svojem okolju lahko z lokalno politiko dogovorijo, kakšen bo razvoj in kako bo to vplivalo tudi na njihovo življenje. Če zelo konkretno povem, recimo to pomeni, da se je infrastruktura razvijala v tej smeri, da so se pogovarjali o tem, kakšna bo politika izobraževanja, kako se bodo Romi vključevali v procese. In tisto, kar je tudi zelo zanimivo in morda za tiste, ki to še ne vejo, so pravzaprav tudi v prejšnjem sistemu Romi bili zaposleni v veliko večjem obsegu kot danes in so bili tudi samo prispevek so plačevali in iz tega se potem tudi romska naselja razvijali, otroci so hodili v šolo in kar posledično pomeni, so se tudi lastno razvijali, ne samo kot skupnost v tej določeni vasi, ampak tudi osebnostno in moramo tudi priznati, da je torej v Prekmurju velik vpliv imelo zaposlovanje Romov v Avstriji oziroma tudi v Nemčiji, pa še kje. Tako da so ti koraki bili zelo pozitivno usmerjeni in tudi stopnja izobrazbe v Prekmurju romske skupnosti je veliko večja kot pa seveda v drugih regijah. Tukaj bi spet izpostavil eno področje, to je vključevanje v vzgojno izobraževanje. Tukaj moram reči, da se je že v prejšnjem stoletju leta 1961 gradil vrtec na Pušči, ki ima zelo močne, bom rekel, korenine pri razvoju celotne skupnosti. Potem moramo izpostaviti, da se je vrtec kasneje gradil tudi v Srdici, torej takrat rečemo, to je bila takratna velika občina Murska Sobota, tako da so tudi tam imeli vrtec. To pomeni, da je krajevna oblast, ali pač temu tako rečemo, sodelovanje bilo v tej smeri zelo pozitivno. Potem bi tukaj sigurno izpostavil pozitivne premike v dogovarjanju, kako zaposlovati pripadnike romske skupnosti. Če gledamo, vsaj v prejšnjem sistemu je to bil nek dogovor, ker je seveda glavno vlogo takrat imel SZDL, Socialistična zveza delovnega ljudstva, ki je potem nekako v dogovoru z firmami oziroma z podjetji se dogovarjala, da se Rome zaposli. Potem Centri za socialno delo je vključeval Rome v tem procesu socializacije oziroma pomagal tistim družinam, ki so te pomoči bili potrebni in seveda tudi, kot sem prej povedal, izobraževanje se je vključilo v tej smeri, da so potem otrokom pomagali jih vključevati v šolo. Zelo pozitiven primer je to, da se je lokalna politika takrat močno zavedala, da je treba romsko skupnost vključevati v soodločanje in jim pomagati in jih usmerjati v razvoj, torej ne samo integracija, ampak tudi v lasten razvoj, s tem pa tudi omogočiti, da Romi sami razvijajo svoje potencijale. Kaj s tem hočem povedati? V Prekmurju je vedno bila cenjena romska glasba, recimo, kar so ljudje zelo spoštovali. Potem obrti, ki so jih tudi Romi takrat recimo izvajali. Če se spomnimo, zadnja takšna, jaz temu rečem, popularna zadeva je bila brušenje nožev, popravljanje dežnikov, krpanje piskrov in tako naprej. In zadnji takšni dogodek je bil, oziroma se je končal leta 1980, ko je še takrat pokojni Ivan zdaj
še stal pred blagovnico in brusil nože in tako naprej, kar pomeni, da v bistvu po domače rečeno je to delal na črno, ni imel nobenega dovoljenja in tako naprej, ampak oblast je to razumela kot priložnost, da si nekdo nekaj zasluži in kot neko posebnost samega mesta. Mislim, da so to zelo pozitivne stvari in rad bi povedal to, da je tista ekipa, ki je začela v naši takratni občini Murska Sobota spreminjati ta odnos večinskega naroda oziroma politike do Romov, teh ni bilo malo. Tukaj bi posebej omenil mamo prvega predsednika Milana Kučana, gospa Marija, potem Vilt Marija je bila tukaj, Horvat Marija je bila tudi, potem dr. Vanek Šiftar, pa še kdo, ko so začeli te procese vključevanja Romov v družbo in od tega so nastale velike pozitivne posledice. Tako kot sem prej povedal, ljudje so začeli hoditi v službe, torej tozdi. To so bile temeljne organizacije združenega dela, so jih zaposlovali, firme so se zavzeli za to, potem tudi izobraževanje, Rome so vključevali v šolo, velik aparat se je ukvarjal z izobraževanjem, tako kot sem prej povedal, v Pušči je vrtec imel ogromno veliko vlogo, ne samo kot vrtec, ampak tudi kot dopolnilni pouk pri šolah, ker so takrat naloge so se delali, otroci so se učili, tako naprej pripravljali za šolo, tako da to so te pomembni premiki in še dve stvari, če lahko povem. Torej, mnogokrat se je razvijalo v tej smeri, pa ne samo, bom rekel, v eni vasi, ampak skoraj v vseh, da so se lokalne oblasti začeli pogovarjati o tem, kako Rome oziroma otroke pripeljati v šolo. In to dobesedno. Takrat se je tudi organiziral prevoz, torej javni prevoz, ki je otroke vozil v šolo in to je bila ena pozitiven premik in pa seveda to, da so potem kasneje, v kasnejših letih se Romi oblikovali sama skupnost se je oblikovala v soodločevalca, kar sem prej povedal. To pomeni, da so se vključevali v soodločanje v tistih zadevah, ki so se jih tičali. Pa zaključil bom tudi s tem, kar recimo v drugih regijah takšnih primerov ni. Romi so se vključevali tudi v družbena, kulturna dejanja oziroma življenja skupnosti celotne, kar pomeni, da so bili Romi uspešni športniki tudi, v različnih športnih klubih so se vključevali, v različne kulturne organizacije, društva in če pogledamo, koliko Romov je bilo tistih, ki so se ukvarjali z glasbo, koliko jih je bilo tistih, ki so hodili tudi v glasbeno šolo, torej ustvarili so se umetniki na tem področju. Tako da to je vse tisto, kar je pozitivno, kar je prinašalo velike spremembe k razvoju romske skupnosti. Da je zelo pomembno to, da se v prihodnosti oziroma v sam razvoj romske skupnosti nameni najprej dialog. Zakaj je dialog pomemben? Opažamo, da v celotni evropski družbi, pa tudi v Sloveniji, manjka dialog med ljudmi, torej med tistimi, ki odločajo, in tisti, ki se jih te zadeve tičejo. Tukaj predvsem pri romski skupnosti je pomanjkanje dialoga, kar pomeni, da je potrebno ta dialog še veliko bolj razvijati, torej ne samo med Romi in neromi, oziroma med predstavniki ali pa romskimi naselji, pa Romi sami, z večinskim narodom oziroma z odločevalci. Predvsem govorim o odločevalcih, ker oni so tisti, ki odločajo o tem, kako se lahko nek razvoj razvija, ali je to počasen, ali je to v nekem primernem času ali pa v primernem okolju, tako da tu moramo te stvari razumeti. Torej, najprej se mi zdi, da v prihodnosti razvijati spoštljiv dialog, razumevanje in pa predvsem, da se skupnosti nekako ne samo spoštujejo, ampak grejo v isto smer. Res je, da demokracija pač ima svoje zakonitosti, torej ni nujno, pa niti ni dobro to, da se vsi s tem strinjamo. Ampak prav je, da si povemo tisto, kar mislimo. To je prva stvar. Druga stvar je ta, da se poveča
izobraževalni potencial pripadnikov romske skupnosti. Pa ne mislim zdaj samo fakultete pa tako naprej, ampak tudi, da se dobijo neke določena znanja, ki jih manjka, ki jih pravzaprav ne samo za romsko skupnost, ampak v celotnem prekmurskem okolju primanjkljuje. Recimo vsi vemo, da kdaj rabimo kakšnega vodovodarja, keramičarja, mizarja, kakorkoli, ne. In to so tisti poklici, tisto, kar pravzaprav manjka, ne samo za upravljanje del znotraj romske skupnosti, ampak tudi v celotnem prekmurskem prostoru. To je tisto, kar je za prihodnost, je razmisliti za prihodnost, ali ne bi razvijali programe za to, da se Romi usposobijo, izobražujejo za te poklice in da si sami nekako potem razvijajo te podjetniške, bom rekel, izkušnje in tako naprej. Zdaj tisto, kar je vsaj po mojem zelo pomembno, je to, da vsaka skupnost oziroma vsaka manjšina ali pa narodna skupnost, poleg vseh teh, jaz rečem, ekonomskih, političnih, družbenih potreb, ki jih pač rabi za obstoj, je nujno razvijati tudi, jaz temu rečem, narodnostne potrebe. Da se razvija romski jezik, da se razvija romska kultura, identiteta se ohrani in tako naprej. To je tudi potrebno v nekem, bom rekel, uglednem, ne bom rekel času, ampak v nekem procentu razvijati, da se to pravzaprav ne pozabi. In to nam tudi nekako manjka, predvsem iz tega vidika, ker ne bom rekel, da se včasih naši Romi zavedajo, da so Romi takrat, kadar je to neka nuja, ampak da se zavedajo tudi takrat, kadar pravzaprav to ni potrebno, da se zavedaš, ne. Ampak da te ni sram, da rečeš, gledajte, jaz sem Rom, pripadnik romske skupnosti, imam te in te vrednote, to in to delam, ni me sram nič, ne, in sem lahko ponosen, bom rekel, člen te skupnosti, torej celotne. In mislim, da bo potrebno, kar se tega tiče tudi v Prekmurju, kar se tiče krajevnih skupnosti, je pa res potrebno razmišljati o tem, ali ne bi v prihodnosti romska naselja, jih ni malo v Prekmurju, da bi se tudi ta naselja preoblikovale v krajevne skupnosti, da bi imeli status krajevne skupnosti. Ne zaradi pravne oblike, ampak zaradi tega, da potem lahko tudi sami odločajo o vsem, kar je potrebno za določena naselja, torej znotraj infrastrukturnih objektov, tudi družbene in kulturne stvari in da potem tudi, jaz temu rečem, da so tudi sami večinski predlagatelji določenih sprememb, ki so potrebni v pozitivni smeri v romska naselja. Takrat, ko imaš neko odločilno moč, ali pa bom rekel, da lahko vplivaš na odločitve, je dobro, da imaš nek status, ki ti te možnosti tudi da. Mislim, da premalo se dogajajo v romski skupnosti v Prekmurju mehke vsebine. Recimo to, kar je potrebno, pa ne bom rekel, da samo za romske, ampak tudi v prekmurskem prostoru se nasplošno izgubljajo določene, jaz temu rečem, aktivnosti, ki jih več ni. Tako da bi si jaz recimo želel, da bi romska naselja imela tudi kakšne kulturne objekte, športne objekte, kakšne izobraževalne objekte, kakorkoli že, in da bi se otroci, mladina in tudi starejši ukvarjali s temi aktivnostmi, ker mislim, da se mladi preveč izogibajo takšnih dejavnosti. Torej preveč je, jaz temu rečem, računalnikov, telefonov, kakšnih drugih neprimernih aktivnosti, ki nikakor niso v korist ne skupnosti, ne posameznikom. Tako da mislim, da je prav, da se v teh skupnostih razvijajo te veščine, športne, kulturne in tako naprej. Ampak seveda, to ni možno, če nimaš
potrebne infrastrukture, kot sem prej povedal, kakšna igrišča, športne, kulturne objekte, da se potem to razvija, da se mladi lahko vključujejo in da seveda tudi razvijajo te športne, izobraževalne, kulturne sposobnosti, ker otroci imajo te sposobnosti, treba jih je samo nekako iskati, dati možnost, da se mladi tukaj razvijajo. Kar se pa tiče predvsem krajevne skupnosti kot takšne, kot celota, pa mislim, da je potrebno imeti tudi pozornost na starejšo populacijo. Mi se moramo zavedati, da v romskih naseljih še vedno živijo starejše osebe, ki rabijo ogromno pomoči. Nekateri rabijo zdravstvene pomoči, nekateri rabijo kakšne druge pomoči, recimo kakšne opravke je potrebno opraviti, zdravila dati, kakorkoli že, pomagati pri preoblačenju, ali pa, da ne bom govoril vsega, ampak te stvari so potrebne. Treba je razvijati te solidarnostne pomoči znotraj naselij, ker ti starejši so velikokrat izpostavljeni tem pomanjkanju in seveda treba je tudi tem pomagati. Včasih recimo tudi na nas se obračajo kakšni ljudje, ko dobijo kakšne dokumente, kakšno pismo, uradno pismo, pa ne znajo brati, pa pol rečejo, kaj sem to dobil. In recimo včasih je nekdo naročen pri zdravniku in danes praksa reče tako, da ti po SMS-u napiše, takrat in takrat imaš pregled, kaj če ne zna odpreti telefona, če ne zna prebrati tega dopisa, in potem je prav, da tem ljudem se tudi v tej smeri pomaga in da tudi te starejše obravnavamo kot pomembne člene skupnosti, ki so še zelo lahko aktivni, saj ne mislim fizično in tako naprej, ampak veste, ti starejši ljudje imajo spomin, imajo nekaj, kar mi mlajši, oziroma kar mlajši nimajo. Spominjajo se tistega, kar recimo je zelo pomembno pri razvoju, ker včasih nekdo reče, mene preteklost ne zanima, ampak jaz sem mnenja, da prihodnosti brez preteklosti ni, ker iz preteklosti črpaš vse tiste pozitivno energijo, vse tisto, kar te lahko identificira in kar ti da tudi nek zagon za prihodnost. Tako da same krajevne skupnosti se morajo oblikovati. Danes, ko greste po romskih naseljih, so ulice prazne, hiše samevajo, ljudje se ne družijo, ni nobenih aktivnosti, tako da to manjka v teh naseljih, to življenje, ki nekako bi lahko predstavilo neke, jaz temu rečem, življenjski tok naselij. To pomeni, da naselja ne izumirajo, ampak da se razvijajo. Pa ne mislim samo v infrastrukturnem pogledu, ampak tudi v tem solidarnostnem, družbenem. Glede na to, da je romska skupnost skozi zgodovino vedno bila ob robu družbe, da je pretrpela hude izkušnje, oziroma imela zelo hude izkušnje v celotnem zgodovinskem poteku svojega obstoja, je mislim prav, da najprej razmislimo, kdo smo, odkot prihajamo, kje so naše korenine, in seveda v nadaljevanju razmisliti potem o tem, kako pomembni smo z vsemi svojimi preteklostmi, zgodovinami za obstoj in pa za razvoj mlajše generacije, ki prihajajo za nami. To pomeni, da je prav, da razmišljamo naprej, razmišljamo v tem kontekstu kot celotna družba, torej ne kot romska skupnost sama za sebe, ampak kot družba, celotna družba, ki mora imeti iste interese. Torej razvojne, izobraževalne, zaposlitvene in tako naprej.